Zmago Sagadin je bil v letošnji sezoni tvoj klubski trener, zdaj pa bo še reprezentančni. Misliš, da je on pravi trener, ki bi vas lahko popeljal do medalje na Evropskem prvenstvu? Po mojem mnenju, da je Zmago trener, ki zna vsakega igralca potegniti maksimum. Pa ne samo igralca, zna tudi z ekipe potegniti maksimum, tako da po mojem bomo v redu delali te priprave, pa tudi na Evropskem dobro igrali. Pred 2 letoma na Evropskem prvenstvu 18 ste dosegli 10. mesto. Kateri element košarkarske igre bi izpostavil, da ste ga kot celotna reprezentanca toliko izboljšali, da lahko na letošnjem Evropskem prvenstvu ciljate na medaljo? 2 leti nazaj, po mojem, kakšna fizikalija je bilo izboljšala, mislim, so se izboljšale, pa po mojem kolektivni duh, 2 leti nazaj je po mojem bil preveč vsak zase, tako da zdaj pa prvenstvo je tudi doma, tako da bomo dosegali, upam, da čim več. Kdo pa bo po tvojem mnenju lider slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu? To pa ne bi vedel povedati, po mojem se bo bolj vedelo po koncu priprav, no, ker da se še bolj spoznamo med sabo pa. Prvi morebitni drugi del Evropskega prvenstva bo Slovenija igrala v hali Komunalnega centra, ki je tvoja domača dvorana. Misliš, da bo to dodatna motivacija zate? Ja, sigurno, pa dvorana je kakor toliko majhna, v njo gre, mislim, kar dosti ljudi, pa po mojem bo na evropskih prvenstvih tudi kar polna, no, tulele, tako da motivacija bo zagotovo velika. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnjo sezono? Ostajaš v Heliosu ali se seliš kam drugam? To pa ne vem, po mojem bom ostal kar tukaj, imam še 2 leti pogodbe, tako da jaz sem zadovoljen, tako da bo kar v redu. Ali se spomniš, kdo je pred 2 letoma na Evropskem prvenstvu sestavljal strokovni štab slovenske reprezentance? Strokovni štab? Trener, pomočnik trenerja. Ne bi vedel, mislim, da je bil Dalibor tu zraven, Damjanovič.